Pozdravljeni, z vami Minka Gantar in danes imamo meno. Ja, tele oblivi v meni spremembe. Dejstvo je, da na eni strani je puberteta, na drugi strani je potem menopavza in andropavza. Dejstvo je, da tudi moški imajo pauzo, kakorkoli obračamo. In zdaj, kako si pomagati pri vsem tem? Te nasvete, ki jih bom danes dala, večji del veljajo tako za moške kot za ženske, medtem ko tisti na koncu, ko bom govorila o čajih, no to pa dejansko za moške ni, ker nimate premočnih krvavitev. V glavnem danes sem dobila klic od gospe, reka, joj, ta mena me daje, pa oblivi, pa si vim, pa tako naprej. In dajmo pogledati, kako si lahko maksimalno same pomagate, da se vam čim bolj uredi, da greste čez to obdobje brez nekih strašnih sprememb. No, dejstvo je, da spremembe so. In kakorkoli, če ste do zdaj zanemarjali svoje telo, zdaj vam vaše telo ne bo več dovoljevalo. Enostavno, telo, ko prideš v to obdobje modre ženske, hoče te prisiliti, da mu slediš in da ga poslušaš. Pojmo začeti kar od vrha, se pravi sivenje. Če se vam začne dogajati, da pospešeno sivite, vam manjka bakra. Kje dobite največ bakra? Bakar je mineral, ki ga dobite v vseh stročnicah. Bakar od čičerike do soje, do fižola, stročjega fižola, do graha, vse, kar je možno, samo da so stročnice, vsebujejo ogromno bakra, tako da dajte to vključiti v svojo dnevno prehrano. To je zelo pomembno. In s tem se zmanjša sivenje. Zdaj tiste, ki imate težave z sivenjem, lahko tudi spodaj pogledate na link. To je ena stvar, kar jaz uporabljam, ker dejstvo je, da jaz pri 50 letih, mislim, da nimam niti enega sivega lasu. Mislim, bi se že videlo, da bi ga imela. In dejstvo je, da bakar preprečuje sivenje. To je zdaj ena stvar. Naslednja stvar, koncentracija. Če vam manjka, če vidite pri koncentraciji, da vam kar uhajajo misli, da greš v en prostor, kaj sem že mislila, ni da se starate, ampak imate pomanjkanje hranil, se pravi, ste podhranjene. In zdaj pa moramo pogledati, kaj nahrani živce, ker isto, kar nahrani živce, nahrani hormone. No in prav živc, poglejte, živčne celice so takole narejene kot ene take avtoceste, tukaj je sredina, se pravi celično jedro, tukaj je živec in okrog je izolacija. No in tale izolacija, ki se ji sicer reče mielinska ovojnica, da si boste lažje predstavljali, to je isto kot tale kabel, vem, da sem že večkrat kazala, to je isto kot kabel, na sredini je žička, okrog je pa izolacija. No in ta izolacija je narejena iz vitamina B12, narejena je iz omega 3, narejena je iz kalcija, da pa vse skupaj stoji, pa potrebujemo vitamin C in silicij. Kje začnemo? Silicija, ne od spodaj navzgor. Vitamin C in silicij delujeta na vezna tkiva, delujeta na to, da stoji skupaj vaša koža, da se dela kolagen, da na prožnost kože delujeta, držita celice skupaj, to je cement. Silicija največ dobite v zelenjavi, tako da začnite uporabljati na dnevni bazi brokoli, cvetačo, zelje, repo, kolerabo. In zdaj, če prav pogledamo, brokoli kot oblika brokolija, glavca spominja tudi na maternico. Po drugi strani pa brokoli spominja na bučo. Zelnata glava spominja na bučo, hkrati tudi na maternico. Tako da dejansko vsa ta zelenjava od koleraba, nadzemna koleraba je enkratna, redkvica, potem črna redka, vse to vsebuje, zdaj pa kaj vsebuje, ne samo silicij, ampak vsebuje snov, ki se imenuje sulforafan. In ta snov deluje na razstrupljanje in ti dobesedno meglo iz možganov počisti stran. No, tako da to dvoje zato, da skupaj drži. Zdaj pa gremo na kalcij. Vemo, da res povsod piše stran z mlečnimi izdelki, ne mlečnih izdelkov, samo mleka, ne samo mleka, ne. Ja, če ste alergični na laktozo, stran z mlekom. Pa začnite piti kozje mleko. Kozje mleko je pa odlično, pa ima še D-vitamin zraven. Ampak mi potrebujemo nujno kalcij, ker če ni kalcija, ni strukture.
ni razstrupljanja v telesu. Kalcij je ključen mineral. In glejte, jaz verjamem v to, da v Sloveniji ni toliko zastrupljeno kot mogoče kje drugje. Glejte, Slovenija je čista in lahko vsak ima kakšnega kmeta nekje v ozadju ali nekje v blizu. In zadnjič mi je ena gospa napisala, ja, se kmetje so tiste barabe. Jaz sem s kmetov doma. In vem, da ko sem bila majhna ali pa ja, v dobi odraščanja je bilo tisto, kmetje smo bili manj vredna bitja. Ampak dejstvo pa je, da stvari so se spremenile. Kdor ima toliko zemlje, da ima lahko eno kozico, to pomeni, da ima svoje mleko, da lahko dobesedno preživi in če ima vrt, ima samo oskrbo. Pa daj pomislite na to. Danes je luksus in res vas spodbujam, dajte si nek vrt zrihtati in začnite svoj bakar pridelovati, da boste imeli svoj fižol, dajte si zrihtati, da boste maksimalno dobili, se pravi, redkvica, nadzemna zelenjava, kot je, jaz sem včeraj načrt narisala, kaj bom sadila, od brstičnega ohrovta, rukolo. To vse vsebuje, ja, seveda, silicij, pa C-vitamin, pa tudi nekaj bakra in je ključnega pomena. Pol imamo pa naprej, kalcij pa B12 vitamin, to pa dobimo v mlečnih izdelkih. In zato dajte uporabljati. Tudi grški jogurt je dober, ampak verjemite mi, ta domač jogurt, ki ga lahko kupite na vsaki kmetijski trgovini, je sigurno boljši. Tako da tukaj dobite vitamin B12. Vitamin B12 deluje na to, da imate bolj mirne reakcije, da se ne razburjate, da niste sitni, da niste depresivni, ker prav depresija pride zaradi tega, ker vam začnejo živci po svoje iti. No pa imamo pa ključno dobra maščoba omega 3 in prav zameno za valunge je pa vitamin E. In sploh vitamin E in omega 3, to sta dve ključni dobri maščobi in delujeta na to, da telo uredi nihanje hormonsko. Zdaj pa E-vitamin. Deluje tudi na to, da se prekrvavitev poveča, se pravi, deluje na lepo kožo, prekrvavitev maternice, nožnice, na koncu koncev, če imate suho nožnico. Poleg tega si pa lahko pomagate z E-vitaminom tudi moški, ki imate težave mogoče z erekcijo. Tako da na vse to deluje E-vitamin, ker E-vitamin povečuje prekrvavitev in je vitamin mladosti. Tako da to je ena taka kombinacija, no pa so pa naprej govorila, ampak to pa naslednji video, bom pa govorila o tem, kako si pomagati pri kandidi, ker ogromno ljudi si zakisa telo, pa nič več ne pomaga. Tako da pogledajte naslednji video in dobite odgovor, kako si pomagati pri kandidi.